vsemu, da je 99% čistih športnikov, se tudi lumpi vmes. Ne bom rekel, da mu gledajo čez prste, ampak reče, olajševalna okoliščina, saj mu ni tega nihče povedal. In zato to, kar nisem do zdaj povedal, bom zdaj povedal, ker je zelo ključna stvar. Mi moramo ozavestiti športnike, izobraževati jih moramo in to vodi do tega, da tisti, ki hočejo goljufati, v bistvu ne vedo, kakšne mere lahko goljufajo, ker ne vejo kost. Preden začnemo, bi vas pa jaz prosil za eno uslugo. Če vam je všeč pogovor in če vam je všeč, kaj tukaj delamo, in če ste pripravljeni podpreti ta kanal, je enostaven in brezplačen način, kako lahko to naredite, da se naročite na kanal. Najlepša hvala. Pa lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Danes je v bistvu bila zelo predlagana epizoda. Midva sva že enkrat govorila o tej temi. In potem sva tudi zvedela, da sva zelo narobe veliko stvari povedala, tako da danes najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da bomo malo popravili prvi vtis, pa odgovorili na vprašanja o zelo pomembni temi, in to je doping in antidoping, ne? Jaz bi rekel predvsem prizadevanje za čist šport. Se poskušamo izogniti besedi doping. Ja. Zato, ker ima prvič neko negativno konotacijo, drugič zato, ker dejansko zelo malo športnikov je pozitivnih na doping in večina športnikov je čistih, in ker je to naš cilj, potem rečemo skrb za čist šport, za zaščito integritete. Predvsem pa ključni ali pa prvi cilj je zaščita zdravja športnikov. Saj upam, da nisem bil preveč, kako bi rekel, oster v svojem odgovoru. Ne, to jaz zdaj tega odgovora sicer točno ne vem. Simon več ve o tem, ampak... Če so tako povedala, se mi zdi čisto prav, da ste povedali. To je ključno, ne? Ja. Za to vrsto, za to zgodbo je namreč vsi mislijo, da vse vejo o dopingu, ne? Zdaj, če se obrnem recimo na organizirani šport, na športne zveze, športne organizacije, klube in tako naprej, potem vejo, da je doping prepovedan, pol se pa že v bistvu konča, ne. In kaj je to, zakaj ne in tako naprej, to pa je zdaj v bistvu vse skupaj, kako je organiziran, kako na globalnem nivoju organiziran. To je pa seveda ena cela velika stvar in v Sloveniji smo te stvari, tako bi rekel, zelo sistematično se lotili. 2009 v bistvu, ko smo ustanovili na Olimpijskem komiteju protidopinški oddelek, pol smo ga pa v 4 letih pretransformirali oziroma ustanovili neodvisno protidopinško organizacijo, ki ji rečemo SLADO. In to je naš formalni začetek v tem smislu, da to je neodvisna organizacija, da je v bistvu zasebni zavod, kajti ustanovitelj Olimpijski komite. In zdaj, če s formalno pravnega zornega kota pogledamo, ustanovitelj je ustanovitelj in to je to, in vse ostalo delamo na podlagi pravil. Ta pravila so postavljena s strani Svetovne protidopinške agencije. In za poslovanje organizacije pa pristojen pa upravni odbor. In ta upravni odbor se, bom rekel, nadzira finančno poslovanje, vse ostalo je v pristojnosti nas in Svetovnega protidopinškega programa. In kako sodelujete z Svetovnim protidopinško organizacijo WADA? No, saj to, zdaj, jaz bi zelo na kratko v bistvu vam razložil zgodbo oziroma ozadje vsega tega, ne. Zdaj, ključni element protidopinškega programa je Svetovni protidopinški kodeks, ki ima zdaj 8 mednarodnih standardov. Vsak mednarodni standard pokriva neko področje in ga v detajle opredeljuje. Na 3. nivoju so pa še eni dokumenti, ki jim rečemo smernice, guidelines v angleščini, in te smernice še dodatno pojasnjujejo te stvari. In zdaj, ta komplet teh pravil je v bistvu so športna pravila. Narejena so na podlagi švicarskega zasebnega prava, tako kot imamo mi v Sloveniji ravno tako zasebno pravo v tem smislu, da je naš zavod je zasebni zavod, ker je ustanovljen s strani Olimpijskega komiteja in ni ustanovljen s strani države. Ampak, ker pa je zdaj področje dopinga
urejeno zelo široko in ker je tisti del, ki praktično ga ne moremo regulirati z športnimi pravili, poseže pa na področje kriminalitet, to se pravi, da gre za proizvajalce, prodajalce, preprodajalce, ne? V tem segmentu pa v bistvu mi nimamo pristojnosti. In zato je Svetovni protidopinški kodeks oziroma Svetovna protidopinška agencija prisluhnila oziroma spodbudila Združene narode oziroma njihov UNESCO odbor, ki je s pomočjo vseh članic oziroma držav sprejel UNESCO konvencijo. UNESCO konvencija je pa dokument, ki pojasnjuje, opredeljuje in potrjuje Svetovni protidopinški kodeks in ga morajo podpisnice UNESCO konvencije sprejeti in ratificirati v svojih parlamentih in na ta način postane zavezujoč tudi za države ali vlade držav. In zdaj imamo v bistvu sistem, kjer na nek način športna pravila, ki jim rečemo protidopinški kodeks in mednarodni standardi, in pa dve konvenciji, poleg UNESCO smo imeli še ta je bila leta 2003. Leta 1989 je bila pa prva evropska konvencija, ki je Svet Evrope potrdil. In velja še danes za evropski del, dočim UNESCO je pa globalna. In zdaj smo dobili dva sistema, ki funkcionirata. Prvič na nivoju športnih pravil, to je kodeks, in pa konvencije, ki zavezujejo države, da se ta kodeks in ta protidopinška pravila uresničujejo na področju tega športa. Zdaj pa še en detalj. Zagotovo veste, da je bilo najbolj kritično obdobje tam 80-ih, 90-ih let, ker so bili vsi napohani in vsi, bom rekel, pod dopingom. Nekateri športi bolj, nekateri manj. In stvar je postala tako kritična, da je Mednarodni olimpijski komitej rekel, kolikor ne boste nič naredili, gre za kolesarstvo, ne bomo imeli druge možnosti, kot da vas izključimo iz olimpijskih iger. In potem... A celoten šport ali samo športnike? Zaenkrat samo kolesarsko. Kolesarstvo, ne? In zdaj, reakcija je bila seveda ta, da je bilo treba nekaj narediti. In leta 1999 je bila ustanovljena WADA. Ta WADA ima svoj ustanovni svet, Foundation Board, v katerem je 18 predstavnikov mednarodnih športnih organizacij, ki jih imenuje Mednarodni olimpijski komitej in financira ta del programa. Na drugi strani imamo pa 5 kontinentalnih organizacij, kjer so predstavniki vlad 5 kontinentov. In imamo v bistvu drug del polovice WADE in tudi te države na podlagi konvencije financirajo delovanje programa WADE. WADA je kot agencija, je v bistvu ni organ, ki bi se ukvarjal s posameznimi zadevami, s testiranji in tako naprej, ampak je organizacija, ki spremlja, nadzira in pripravlja programe, krepi protidopinške organizacije in tako naprej. Skratka, organizacija, ki se financira proračun okoli 52 milijonov, polovico zagotovi Mednarodni olimpijski komitej za športno sfero, drugo polovico pa zberajo države. Kdo je podpisnik kodeksa? Zdaj, tisti, ki je vstopil v to igro noter, je mogel se sprijazniti oziroma je mogel sprejeti pravila, ki jim rečemo Svetovni protidopinški kodeks. In to so code signatories. In ti podpisniki se zavezujejo in spoštujejo in izvajajo. Zelo važno je, da če organizacija, športna organizacija, ni podpisnica kodeksa, potem mi pravzaprav nimamo argumenta, da bi testirali tovrstne športnike, zato ker jih nič ne zavezuje in potem tudi kazni bi bile brezpredmetne, oziroma jih ne bi spoštovali. To se pravi, zdaj imamo čez 600 športnih organizacij, ki so podpisnice kodeksa in imamo 180, skoraj vse države, ki so članice Združenih narodov. Tako da ta konsens in ta večina je tukaj. Ob tem imamo pa seveda še vrsto profesionalnih privatnih lig, za katere vem, da jih poznate, to so ameriške profesionalne lige, to so tudi ameriške študentske lige, ki so zasebne in jih upravlja privatna firma,
in niso podpisnice kodeksa. Pri tem, da ta študentske lige, oni izvajajo določen protidopinški program, ki pa ni na enakem nivoju, kot je svetovni, kot je vadin program. Ja? Imajo organizacija Slovista, IDTM dela ta segment v ameriškem trgu, oziroma v Združenih državah. Dejstvo pa je, da so tam kontrole napovedane, da jih delajo po nekem naprej poznanem sistemu. In to ni korektno in ni fair. Zato je USADA kot ameriška protidopinška agencija vse športnike, ki se udeležujejo olimpijskih iger in pa kontinentalnih oziroma svetovnih prvenstev v teh športih, predhodno preverja in testira. In je v bistvu del naše protidopinške družine v tem globalnem smislu. Tako da to je v osnovi. In zdaj ta princip, ki je velja na globalnem nivoju, se prestavlja na nacionalni nivo. World Anti-Doping Agency pa National Anti-Doping Agency. Potem imamo pa še mednarodne športne zveze. To so ključne. V atletiki, včasih je bila IAAF, zdaj je World Athletics, World Archery, plavalna zveza. Skratka, vse te zveze. Jaz verjamem, da veste, kako je v bistvu šport organiziran, da imamo mednarodno organizacijo in v posameznih državah so nacionalne, ki so zavezane do mednarodne. Kajti ti so odgovorni za razvoj športa, za tekmovalne sisteme na mednarodnem nivoju. In tako kot je ta hierarhija v organizaciji športa, enako funkcionira ta hierarhija tudi v organizaciji antidopinga oziroma preprečevanja dopinga v športu. Tako da, kar je zelo pomembno, vsak ve, zakaj je pristojen in zakaj je odgovoren. Pa če zdaj prenesem to, bom rekel, v nek tak primer, ko govorimo recimo o mednarodni smučarski zvezi, v Sloveniji imamo svetovne pokale, ko delamo testiranje na tekmovanjih, jih delamo, vkolikor jih mednarodna zveza pri nas naroči. In smo mi lahko izvajalci, lahko pa pripeljejo svoje ljudi iz Evrope. Lahko vi tudi predlagate ta testiranja? V bistvu jih ne predlagamo, lahko pa bi jih. Nazadnje bi rekli, zdaj tudi odvisno od lokalne zakonodaje. Belgijci imajo v bistvu v svojem zakonu pristojnost in obveznost, da testirajo mednarodne športne prireditve. In potem se morata, Belgija ima 4 nacionalne organizacije po svojem nacionalnem principu, tako pač je. Ampak če recimo nogometna belgijska reprezentanca igra prijateljsko tekmo ali pa uradno tekmo in pride na tekmo testirati Belgijci in pride na tekmo testirati UEFA. Oboji lahko testirajo. Oni imajo pravno podlago v lokalni zakonodaji, pravila UEFA pa govorijo v drugi zgodbi. Ampak to je bolj osamljen primer. Drugače se pa vedno naprej dogovarjamo. In zdaj nacionalna organizacija, tako kot smo mi smo v nekem smislu smo izvajalec nacionalnega protidopinškega programa. To se pravi, sami pripravljamo svoj program, izbor športov, pred izborom športov delamo oceno tveganosti na doping v vseh športih v Sloveniji. Risk assessment temu rečemo. Na podlagi tega dobimo neke prioritete skupine, kriterijev za postavitev prioritet je 12, nekaj je fizioloških, nekaj je komercialnih, nekaj je zdravstvenih in tako naprej. In potem v bistvu naredimo neko selekcijo, katere športe bomo prvenstveno delali. V načelu bi morali delati vse športe, ampak, kar bi bilo pošteno, trudimo pa se, ker ni dovolj resursov, da povečujemo obsege. In zdaj recimo v tekmovalnih sistemih ali pa na tekmovanjih, ko testiramo in competition, pokrivamo vse kolektivne športe, kar je zelo pomembno in to v obeh kategorijah, moški in ženska. To je bil tak velik rezultat, ki smo ga pred leti dosegli. In potem, bom rekel, bolj izpostavljene športe. Spravi, vedno smo na atletskih prvenstvih, kolesarskih prvenstvih, plavalnih prvenstvih. Zopet odvisno tudi od rezultatov. Ko govorimo izven tekmovanj za testiranje, tam je pa ta obseg, število športov bistveno večje. Je tudi narejeno na podlagi kandidatov za nastope na olimpijskih igrah. Mi svoje programe ravnamo in pripravljamo tako, da smo
pol leta pred olimpijskimi igrami že svoj del naredili, ne. To se pravi, delamo močno naprej, ne, kajti predolimpijsko leto, olimpijsko leto, pa še sta najmanj leto pa pol, ko moraš ti praktično že vedeti ali pa predvidevati, kdo bo tekmoval in kdo mora biti vključen v program. In tako je bilo tudi zdaj za Cortino. Čeprav pa se dogajajo taki, bom rekel, primeri, ko so športniki, ki se na koncu uvrstijo v olimpijsko delegacijo, pa prej niso bili na seznamu, mi temu rečemo long list, zaradi poškodb, zamenjav in tako naprej, in odprta kvota, in potem se olimpijski komite odloči in pač imenuje mlade nove športnike, in potem mi hitro po trepalnicah letamo okoli in poskušamo zagotoviti, da so športniki vsaj en test naredijo. Morajo priti z nekim predhodnim podatkom, ne, kajti vsa testiranja, spet malo preskakujem, ne, vsi vzorci, ki se vzamejo športnikom, se obravnavajo na enak način, spremlja se steroidni pa hematološki profil oziroma steroidni, pri urinskem, pri krvnem pa hematološki, ne. To so longitudinalni profili, kjer se praktično moraš imeti toliko pa toliko vzorcev, zato da potem spremljaš individualne vrednosti posameznega športnika. Ampak to je zopet večja zgodba, pa da ne bom zdaj vse zmešal, ne pa preveč naenkrat povedal. V glavnem, ta sistem, tako kot je šport organiziran, smo mi organizirani, in tule bi mogoče samo še nekaj dodal v tem organizacijskem smislu. Zdaj mislim, da že 6 let ali pa 7 je ustanovljena mednarodna testna agencija, ki jo je ustanovil Mednarodni olimpijski komite. To pa zato, kajti tam leta 2015-16 je bilo ugotovljeno, da je ozko grlo v protidopinškem globalnem programu so bile mednarodne športne zveze. Kajti ta razkorak med velikimi, World Athletics, FIFA in tako naprej, tam ni problem. Ko imamo pa vrsto malih organizacij, ki tudi na mednarodnem nivoju niso sposobne in nimajo kadrov in tovrstnih resursov. Tako da je potem ITA bila ustanovljena, tako namreč kratica, in ta ITA je podpisala pogodbe z 74 mednarodnimi športnimi zvezami in za njih izvaja program testiranj, program terapevtskih izjem, program upravljanja z rezultati, result management, se pravi, da skrbi in spelje te postopke, če pride do odstopanja od pravil. Tako da to so zdaj ti ključni faktorji. Se pravi, MOK, WADA, vlade posameznih držav, organizirane po kontinentalnem principu in pa na nacionalnih nivojih nacionalne protidopinške organizacije. V državah imamo zdaj približno 141 nacionalnih protidopinških agencij. Tam, kjer pa te agencije niso ustanovljene, bodisi zaradi ekonomskih razlogov in takšnih, tam pa WADA v regiji organizira tako imenovane regional antidoping organizacije, ki skrbijo za protidopinške programe v teh šibkih državah. Tako da globalno je cel svet pokrit. In to je tudi, jaz mislim, če vam samo to povem, da je pred ustanovitvijo WADE leta 1999 80% mednarodnih športnih zvez sploh ni imelo protidopinških pravil. Nikakršnih pravil na tem področju, ne. In največji rezultat WADE in pa tega sistema, ko je začel rasti, ne, da je praktično v 4 letih vzpostavil pravila, ki so postala univerzalna za vse športe in za vse države. In mi zelo rad rečem, da za isti prekršek v dopingu, ne glede na šport, ne glede na državo ali kontinent, dobiš enako kazen. Vedno so lahko tudi kakšni komentarji na to temo, ampak v osnovi je to tako. Ne? In to je tudi predpogoj, da športniki zaupajo v to noter. In če športniki zaupajo, potem smo mi v bistvu veseli. Vse to se pa gremo izključno samo za športnikov. Central point je športnik ali športnica. Ne? Vse to, kar ste... šport se mi zdi tak, da je en tak zelo dober promotor, ne. In potem, ker ste ga kot z WADO, ste ga nekako stremite, se mi zdi, k temu, da
zdaj, ko ste razlagali, da je čim lepši šport, ne? In da je vedno boljši promotor, kot šport z dopingom se mi zdi zelo slab promotor, ampak vedno pride nekako potem še ta, nam se zelo pogosto zdi, naprimer ta primer za tem, kar ste zdaj nam razložili, ne? Mi, da se v prejšnjem pogovoru sva rekla, da to, da vi testirate samo najboljše športnike, pa se omejujete na tisti del, da je to sigurno zaradi tega, ker je kaj povezan z denarjem, ampak iz druge strani, ne, vi nimate toliko sredstev, da bi jih vložili, da bi celoten šport pokrili, ne. In, Pa organizacijsko je zagotovo zelo težko Ja. pokriti čisto vse male športe, se mi zdi. To je res, ampak zdaj, če pogledamo recimo šport, ne? Mi imamo en šport. Zdaj, ta šport atletika se odvija v Sloveniji, v Nemčiji, na evropskem prvenstvu ali pa na svetovnem prvenstvu ali pa na olimpijskih igrah. Gre za iste športnike, gre za iste discipline in tako naprej. Ta šport je treba ohraniti čist. Ja? In zdaj, glede na to, da je globalni program, enoten program in da vsi vemo, kaj moramo početi, ker je vse napisano, v teh standardih vse piše v bistvu noter, ne? Potem se prizadevamo za to, da v bistvu mi na nacionalnem nivoju poskrbimo, da je naš del atletike vključen v ta program. Mednarodna zveza za to, da so mednarodne tekmovanja pokrita in tako naprej, VADA pa to nadzira in spremlja. Kajti mi imamo en informacijski sistem, ki se mu reče ADAMS, Anti-Doping Management and Administration System. Ko se mi odločimo, ali pa kdorkoli od nas, da bo nekoga testiral, moram v ADAMS-u odpreti testing order, nalog za testiranje. Ta nalog za testiranje dobi uradnik za kontrolo dopinga in gre z njim na teren, najde športnika in ga testira. Ga zaključi in ga pošlje v sistem. Istočasno je na voljo v laboratoriju, kajti ta vzorec mora priti v laboratorij. Je treba navesti, kateri laboratorij se dela. Istočasno ga dobi Mednarodna zveza pa VADA. Ta pristojnost je seveda postavljena, tako kot mora biti, ne? In ko vzorec, če je pozitiven, oziroma mi temu rečemo, da se pojavi nasprotna analitična ugotovitev, ne? Takrat se v bistvu požge neka rumena ali rdeča luč, kakorkoli, VADA to spremlja. Mi pa vemo, kaj moramo narediti. Mi moramo narediti, če to je naš športnik, predhodno preverjanje oziroma notranjo analizo, ugotavljamo, kakšna terapevtska zema ali ni, je kaj drugega narobe, preverimo z uradnikom, kako je zadeva tekla, in ko te stvari ugotovimo, da ni, športnika povabimo na razgovor. To je tisti tako imenovani pre-hearing, kjer poskušamo ugotoviti in predvsem razložiti in posvetovati, ne? Da te stvari, kako tečejo postopki. In če gre za objektiven primer ali pa če gre za primer zlorabe, potem športnik ima na voljo, lahko prizna in se zadeva zaključi, oziroma pravi, jaz ne vem, zakaj gre, in gremo potem naprej na senat disciplinske komisije, kjer izpelje potem to zaslišanje in pride do neke odločitve. Kakšne pa so kazni, recimo, zdaj, ko ste omenili, da športnik lahko prizna, lahko ne prizna prekrška, ne? Kakšne so potem kazni za nek športni dopinški prekršek? Zdaj, če tako poenostavljeno razložim. Zdaj, mi imamo dva tipa snovi, specified pa non-specified, specificirane, nespecificirane. Nespecificirane snovi so snovi, ki se pojavljajo izključno kot resen doping in se ne more zgoditi, da bi po naključju prišlo v neko telo športnika. Ko imamo specificirane snovi, so pa snovi, ki jih lahko se pojavljajo v prehranskih dopolnilih, lahko je kaj kontaminiranega, kakorkoli. Skratka, ni. In zdaj imamo, to je ena ločitev. V osnovi so 2 pa 4 leta, ne. Druga stvar, ki je pomembna, je pa naklep. In gre v pravu sicer vedno tako, ne, v pravu je tako, da ti, če si nečesa obdolžen, ne, ti mora to krivdo dokazati, ne. V športu je pa obrnjeno dokazno breme, ne more športnik dokazovati, ne, da ni bil kriv. In v tem primeru, če je
vprašanje naklepa, ne, to se pravi, da je on z naklepom vzel, da bo izboljšal svoj športni rezultat, potem se kazni 4 leta. Če gre za malomarnost, kot temu rečemo, to se pravi, da ne gre za naklep, ampak je to vzel ali ni dovolj resno preveril, ali ni ščekiral stvari, ali kakršnikoli drugi razlogi, potem gre v bistvu za malomarnost in je tu potem kazen 2 leti. Pol so pa še adaptacije, skrajševanja in pa oteževalne okoliščine, ki se seveda merijo na naklep ali pa na malomarnost in se potem tudi znižujejo ali pa zvišujejo kazni, ne. Tako da te stvari pa, zato mi imamo dvostopenjski disciplinski sistem, kar ga moramo imeti po kodeksu. To se pravi, prvi nivo je disciplinska komisija, kjer imamo 9 članov in iz teh 9 članov 3 pravniki, 3 medicinski strokovnjaki in pa 3 športniki ali pa športni delavci. In iz teh 3 izberemo senat, ki vodi disciplinsko razpravo. In ko je odločba sprejeta, so vpleteni, se lahko pritožijo, v kolikor niso zadovoljni z doseženo odločitvijo in gre potem zadeva na pritožbeni organ. Športnik mora vedno imeti pravni poduk in vedno imeti možnost se pritožiti. In v bistvu naš največji napor gre vedno v tej smeri, da poskušamo zagotavljati pošten in pa pravičen sistem disciplinskih obravnav. To je zelo pomembno. In zato tudi imamo strokovnjake v teh organih in tudi sicer v bistvu imamo tudi pravila in pa smernice, da te stvari tečejo tako, kot morajo. Kako pa je s hranjenjem nekih vzorcev? Recimo, da nek športnik bi bil negativen, ampak se potem verjetno to še vedno lahko shrani v nekem sistemu, pa potem čez čas preveri še enkrat. Glede na, da se potem kaj spremeni v prihodnosti. Tudi biološki potni list, meni se zdi, da obstajajo in potem se to preverja tudi na tak način lahko. V osnovi tako, da se vzorci hranijo za dobo 10 let. Za tiste, za katere se odločiš, ne? Da jih daš zmrzniti. Zmrznejo se na -80 stopinj in čakajo. To je pa zato, ker kljub temu, da je 99% čistih športnikov, so tudi lumpi vmes, ne. Ja. In tem lumpom že na ta način, da jim zmrzneš vzorec za 10 let, mu malo zagrni življenje, ne, ali pa se mi zdi, ne, ker te zmage, ki so dosežene z dopingom, so drugačne, ne. Ampak kakorkoli, kot ste rekel, 10 let je in zdaj praviloma mednarodne zveze zmrzujejo svetovna prvenstva, olimpijske igre, zmrzujejo se vzorce, ne, in pogosto se dogaja, da se se pravi, pol leta pred iztekom 4 let se reanalizira vzorce prejšnjih olimpijskih iger oziroma dvojnih nazaj. Tako da to vedno. In mi imamo kar slabe izkušnje s tem, ne, v Sloveniji. Tako da smo imeli kar nekaj genialcev, ki so bili po 4 oziroma 8 letih odprti in testirani pozitivno. Gre predvsem za to, da so detekcijske metode se razvijajo in v bistvu snovi, ki jih prej nismo mogli analizirati, zdaj lahko. To je ena stvar, pa tudi kakšne se še na novo odkrivajo. In to je, bi rekel, ključni cilj tega zmrzovanja vzorcev je ravno to, da poskušamo slediti znanosti, ne. Mi imamo eno težavo, ki je objektivna, ne. Na letnem nivoju testiramo 350.000 vzorcev. Ja? Ja. 0,5% je pa pozitivnih. Ne, kar je v bistvu malo. Mislim, ne, malo, ampak če zdaj gremo, ker sem prej rekel, da imamo en šport, ne. Če zdaj teh 0,5% prerazporedimo na olimpijske športe, pa na medaliste, ali pa recimo finaliste, da ne bom samo 3 dal, ne, in rečemo, mi imamo 1500 ali pa 1700 pozitivnih primerov, pa če jih je 10 med temi tistih, ki so bili na podiumu ali pa v finalu olimpijskih iger, pol je to dober rezultat, ne, v tem smislu.
Tle je vedno zdaj vprašanje, ne, kdaj smo mi uspešni. Ne? Mi smo najbolj uspešni, kadar ni noben pozitiven športnik. Ne? Tako je. Ker rečemo, vse smo ga preprečili. Ne? Ja. Po drugi strani bosta mirno rekla, ne, to pa ne drži. Ne? Jaz mislim, da ste bistveno bolj uspešni, če tam je vsako leto 10 pozitivnih vzorcev. Oboje je res. Ja. Ampak bom jaz rekel, ne, se ne strinjam z vami, mi smo tok pa tok testirali. Skratka, kle ni tako čistega odgovora. Ja. In zato to, kar nisem do zdaj povedal, bom zdaj povedal, ker je zelo ključna stvar. Ne. Mi smo zavezani zdaj že 4 leta, da športnike najprej dociramo, potem pa šele testiramo. To se pravi, mi moramo ozavestiti športnike, izobraževati jih moramo in morajo najprej skozi neke tečaje oziroma svojih izobraževanje in šele potem na testiranje. Ne, in potem, in zdaj, ko imamo disciplinski primer, ne, je eden od pomembnih vprašanj disciplinske komisije, pa to že mi naprej damo noter, ne, a ima certifikat o izobraževanju ali ga nima. Ne? Ker če ga ima, potem ga ima bolj za šesa navijajo. Če ga pa nima, ne bom rekel, da mu gledajo čez prste, ampak reče, ok, olajševalna okoliščina, ne, se mu ni tega nihče povedal, pa bi mu nekdo mogel to povedati. In zato smo mi, tukaj smo pa vodilni v svetu. Mi uporabljamo vadin del, antidoping e-learning, dolgo je delo 2 od 2, kar sem prebral. Znate to vse podatke. In to spletno izobraževanje se mi zdi bingo. Zakaj se mi zdi bingo? Zato, ker mi smo podhranjena organizacija, nimamo šans. In imamo sicer gospod, ki je zelo prizadevna in je tudi gradita izobraževalni sistem, ampak mi nimamo možnosti, da bi spostavili sistem, kjer bi lahko izobraževali vse športnike. V kurikulum šol ne moramo priti, zato ker je ta borba z ministrstvom za izobraževanje, pa vprašanje, kdaj se bo iztekla. Imamo v planu, ampak je vprašanje. S tem spletnim izobraževanjem, kjer smo pa naredili eno veliko ali pa eno dobro zadevo. Skupaj z Olimpijskim komitejem in s priznanjem tega na strokovnem svetu ministrstva za šport, pristojnega za šport, smo v obstoječa pravila za registracijo uvedli obvezno spletno izobraževanje. To pa pomeni, da imamo danes 75,000 registracij, da imamo v tem trenutku 35,000 certifikatov, veljavnih certifikatov, kajti mi smo začeli 2000, z pravilnikom smo začeli s 1.1.22 in zdaj v bistvu certifikat traja 2 leti. In starostno je razdeljen od 15 do 17, oziroma 15-16, 17-18, nacionalni nivo, mednarodni nivo. To so 4 nivoji. In ta sistem je narejen zato, da vsak, ki je registriran športnik, dobi osnovne informacije. Kaj je doping? Zakaj dopinga ne uporabljati? Kakšne so nevarnosti? Kakšne so vrednostne sistemi pri športu in tako naprej. Ker ne gre zgolj samo za doping. In jaz moram reči, da velika večina športnikov, njihovih staršev so bili navdušeni nad tem in seveda so bili tudi komentarji. Pa ta je zahteven, pa on ne more, pa naš otrok se že doma skozi uči, pa je on na zastop. Pa sem rekel, ljubo duše, ker starši nehali to se vmešavati, pa pustili otrokom, bi to takole šlo vse skupaj. In zdaj imajo pa težave z registracijami, pa z unimi, tretjimi zadevami, ampak 15-letni mulč, če lahko tako rečem, obvlada to 3-krat boljš kot jaz. Tako je. In kleni kaj. Izbor programov je pa top, zato ker mi imamo v bistvu komisijo za izobraževanje in pa celo goro univerz, najboljših po celem svetu, ki sodelujejo v teh sistemih. In to ni kar tako, da bi kar nekaj lovimo, pa nimamo kaj delati, bomo pa en program naredili. Kle je ogromno napora vloženega in zato so tudi te programi, jaz sem jih skoraj vse naredil, moram reči, da so kvalitetno sestavljeni, mora si pa športnik nekaj časa vzeti za to. Ampak če si vzameš 3 ure, mislim, da ni toliko.
In potem zdaj imamo še nove tečaje, ki se jim reče obnovitveni. In naš princip, to je prvi nivo tega izobraževanja, ne. Drugi nivo so potem izobraževanja v živo. Zlasti za mladinske kadetske reprezentance posameznih športov. Ampak mora biti pogoj izpolnjen. Najprej spletno izobraževanje, potem šele izobraževanje v živo. Da bomo pa 20,000 športnikov imeli na tečajih, pa to pa ne gre, ne. To se pravi, spletno izobraževanje za vse reprezentance, ekipe pa pridejo potem lahko na vrsto. Ampak tam moramo pritiskati na zveze skozi, ker tudi same zveze nimajo dovolj tega interesa. Tako da jih je treba skozi malo potiskati. Kako pa je z tehnologijo, ker razvoj tehnologije gre preverjanja dopinga in gre naprej, jasno, pa tudi prekrivanje dopinga, recimo tisti, ki so pač v prekršku oziroma pač poskušajo goljufati. Komu tehnologija bolj pomaga, po vašem mnenju, zdaj tistim, ki iščejo ali tistim, ki prekrivajo doping? To, kar sem že hotel prej povedati, ne. Zdaj, mi imamo v bistvu listo prepovedanih snovi, kjer so 9 skupin in substance. V prvi skupini S0 je skupina snovi, ki imajo podobno strukturo ali enak ali pa podoben učinek kot prepovedani steroidi, če vzamemo steroide za primer, ne. Imajo pa drugačno formulo. To je S0. Take snovi avtomatično sprejemamo kot prepovedano snov. To se pravi, te manipulacije, da nekdo nekaj spremeni formulo in potem se drugače zapisuje, to ne pije vodo. Druga stvar, ki je pomembna, je pa ta. Farmacija seveda razvija zdravila. In tako bi rekel, če bi tak normalen proces razvoja zdravil je 6-7 let. To se pravi, moraš ga razviti, moraš videti, za kaj gre, potem imaš predklinične, klinične analize oziroma raziskave in tako naprej. In ko natančno veš, za kaj gre, in ko dobiš soglasje Agencije za zdravila, potem ta zdravila lahko grejo na trg, ne. Če gre za novo snov s področja, ki ima v bistvu dopinške učinke, ne, potem imamo mi težavo z verifikacijo te snovi. In to snov moramo v bistvu najprej znanstveno dokazati. Kajti samo za znanstveno dokaz, z iljivim materialom ali potrditvijo lahko snov peljemo skozi disciplinski postopek in pred disciplinske organe. Tako da že zaradi tega smo malo zadaj. Malo. Po drugi strani je pa naš razvoj laboratorijev pa zdaj zopet prehitel vse ostale. V tem smislu, da imamo bistveno bolj občutljivo tehnologijo, da sodelujemo, da vsi laboratoriji med seboj sodelujejo, da imamo na podlagi soglasij športnikov vsaj 50% vzorcev na voljo za raziskave, ki so anonimne, športnik pač podpiše ob testiranju, da tisto urin, ki ga ostanejo, ga lahko v bistvu uporablja za raziskovalno delo ali pa za projekte. In to v bistvu pripelje ali pa vodi do tega, da tisti, ki hočejo goljufati, v bistvu ne vejo, do kakšne mere lahko goljufajo, ker ne vejo, koliko smo mi uspešni, koliko so naši laboratoriji učinkoviti in uspešni. To zdaj, Zelo velik faktor. ja, in ta recimo itveni laboratorij v Cybersdorf pred Dunaju, tam, ki je naš matični laboratorij, to je znanstvena fantastika, ne, kar vidimo tam. In to je resnično top level. Cybersdorf je drugi največji in najbolj kvalitetni laboratorij na svetu. In so tudi naši partnerji pri vsakem zadevi. V vsakem trenutku se slišimo, če imamo vprašanja, ker a veš, vedno se kaj dogodi, vedno kaj novega, potem, če so disciplinski primeri, je treba dobiti, bom rekel, dodatne informacije. Če športnik trdi, da je uporabil neke čaje, levo, desno, potem dajmo te čaje preverjati, analizirati in tako naprej. Tisto, kar je povezano z
bom rekel, pozitivnim vzorcem, tam nam laboratorij stoji ob strani in dela karkoli želimo in je to super, ne? Ker imaš nekoga, na katerega se lahko nasloniš. A te vzorce potem tudi ta glavni laboratorij analizira ali imate svoje lastne? Ne, mi nimamo nobenega. Veš, če hočeš imeti verifikacijo oziroma registracijo strani VADE, moraš imeti v bistvu močen laboratorij, moraš imeti zagotovljenih, mislim, da 10.000 vzorcev na letnem nivoju. Veš, in moraš imeti v bistvu visoko tehnologijo. Tako da ni teorije, da bi mi recimo lahko imeli svoj laboratorij v Sloveniji. Ker tudi finančno bi bilo to nezdržljivo. Neizvedljivo. Ja, to bi bila zelo velika zahteva. Ne? Ja. Zelo velika. In je bolj, da je tako, kot je. Ne? Prej pa ste omenili te namerne pa nenamerne kršitve dopinga. Ja. Pa me zanima, katerih je več oziroma kako se tudi ta trend spreminja skozi zgodovino pa do zdaj. Zdaj, če bi tako rekel, od 20 do 40% pozitivnih primerov je na podlagi nenamernega dopinga. Se pravi nevednost, malomarnost, ne? Kontaminacija. Ta je zelo. In zato je na podlagi teh podatkov je zelo pomembno, da športnike čim bolj izobražujemo. Da zmanjšamo ta procent, ne? Ker je resnično nepotreben. Ne? In vsi napori grejo potem v to smer. Resnično. In zdaj mi smo začeli s temi stvarmi 1. januar 2014 kot uradna organizacija. Smo delali 2015, smo imeli projekt, ki smo mu rekli Preplay. To je bil projekt izobraževanja mladih protidopinških ambasadorjev. To so bili športniki 15, 16, 17 let. Ki smo jih v bistvu imeli na nekem daljšem izobraževanju in potem so te ambasadorji izvajali predavanja v svojih športih, na športnih gimnazijah in tako naprej. Ne? In ta efekt je bil prečudovit, zato kajti, ko sem šel jaz predavati, 10 minut sem me poslušal, pa so se bili pa že malo bolj, so rekli, kaj nam ta predaval. Ne? In ko smo začeli s temi ambasadorji, ne, po prvem predavanju, veš, kaj je bilo na koncu prvega predavanja? Aplavz, ne. In so bili mali navdušeni, mislim, mladi športniki, ne, in ta kontakt je bil krasen, ne. Yeah. In zato se mi tudi zdi, recimo, saj jaz bom probal v tej smeri iti, ne, ta vaš podcast me je v bistvu impresioniral, zato ker sta oba zelo mlada in ker se v bistvu vidno poskušata imeti čim več športnikov in da je šport je point of tega pogovora, ne. Yeah. In zdaj imeti v bistvu v tem smislu tudi na vašem programu ta antidoping oziroma vsaj eno vprašanje ali pa vsaj nekaj, ne, kaj pa ti misliš, ker v osnovi je tako, ne, nihče ne začne športa zato, ker bi imel cilj se dopingirati, ne. Tako, ja. A je to? Ja. To je point one, ne. Ja. Tukaj ni debate. Ja. Vsak začenja zaradi prijateljstva, zaradi navdušenja, zaradi veselja, zaradi šeranja, whatever. Ja. Ja? Doping se pa pol nekje prikrade. Z takšnih in drugačnih razlogov. Ne? Vse jih raziskujemo, imamo psihologe, sociologe, whatever, ampak v končni fazi jaz pravim, tisto, kar mi od 15. do 18. ali pa do 20. leta naredimo, je top. Kaj se bo po 20. letu športnik odločil? Pa šel v uporabo ali pa zlorabo dopinga ali ne. Tam več nimamo možnosti vplivanja. Ne? In to, kar smo ugotovili s temi ambasadorji, zato sem to začel. Imeli smo UNESCO tek v Murski Soboti. Tam so prišli fantki. 12 let stari so več vedeli o zadevah kot jaz. Ne? Kolesarski klub. Načitani so bili in potem smo rekli, ok, 15 let mogoče ni ta prava meja, moramo imeti kakšno leto bolj dol, ne? 13, 14, ne? In zdaj imamo v bistvu programe,
za prvo, drugo in tretjo triado osnovne šole. To so projekti, ki smo jih razvili, z namenom, da predvsem posredujemo te vrednostne obravnave športa. Ne. Mi se ne pogovarjamo s temi fanti in punčkami o dopingu, ne, ampak kaj je prav, kaj je dobro, kaj je pošteno in tako naprej, kakšne so vrednote športa. Ne. Ki pa se potem seveda razvijajo v te, bom rekel, zadeve, ki pa vplivajo na čisto šport in imajo v bistvu vpliv. To je zanimivo, ampak se mi zdi res pomembno, da poskušamo vsi skupaj praktično. Kajti, kaj mi tako rečemo, ne, za čisto šport smo vsi odgovorni. To je tako kot doma, ne, vsak mora nekaj narediti, ne. Če hočemo, da je hiša čista, ne. In čisto šport bi tudi športniki mogli nekaj narediti za to. To, da v bistvu so fokusirani zgolj na sebe in na svoj športni rezultat, je sicer fajn, ne, ampak nekaj bi mogli tudi kaj prispevati. Jaz sem Saro Isakovič zelo dober, tudi bil sem na olimpijadi v Pekingu takrat z njo, pa potem na doping kontroli. In sem rekel: Sara, kva si naredila za čisto šport? Do zdaj. To je bilo 5 let nazaj. Ups. Ne? Razen to, da sem skrbela za sebe, nič drugega. Ne? No, sem rekel, super. In takrat naprej sodelujo in nam pomaga pri teh projektih mednarodnih, ko delamo ankete za športnike in tako naprej. Itak je psiholog in to vrhunsko naredi in z veseljem sodeluje. In tako bi moral tudi vsak drug nekaj narediti za ta čisto šport. In podcasti z, bom rekel, športniki so idealna priložnost. Zato, ker mi zdaj v bistvu smo zelo na tankem ledu, ne. Načini komunikacije so čisto drugi. Ne. To vidva bistveno bolj vesta, kot jaz. Veta, kakšen je feedback. Zdaj, jaz sem se tudi prijavil, ne. Na vaš ta, ne. Veš, ampak če še tule skupaj kakšno stvar naredimo v to smer noter, bi bilo to zagotovo super. Kajti, o tem je treba govoriti, a ne. Ko sem jaz začel projekt, ki se je potem razvil v ambasadorje, to je bilo leta 2009, sem povabil 22 športnikov oziroma 22 športnikov iz 22 zvez, da bi jih vključili v neki projekt, ki smo ga delali za Evropsko zvezo. In moje vprašanje je bilo, ali si kdaj v življenju s komurkoli v klubu ali na zvezi govoril o dopingu? Jaz sem dobil 22 negativnih odgovorov. Kadarkoli. Zanimivo. To je bilo Ja. 2009. Ne? Ja. Omerta, poznata besedo. To je v bistvu, omerta je zaprisega, da ne boš o tem govoril. Ne? In oni so si za doping izmišljevali neke imena, leva in desna, ne? Kakorkoli. Ampak o tem ni hotel nič. In zato smo v bistvu šli tako zelo agresivno v to smer, da začnemo o teh stvareh govoriti. In ko začneš govoriti in ko jim ni več nerodno govoriti o teh stvareh, ne, potem je to bistveno boljše za vsakega, ne, za vse nas. A veš, in ta razvoj je šel v bistvu v tej smeri. In danes ima vsaka zveza naš logo, pa sklic, pa vsa pravila, pa te stvari. In to mora biti na njihovem dnevnem redu. S tem se morajo ukvarjati. To je tudi njihov problem, ni samo naš, ne. In če bomo vsi skupaj stopili, potem bomo nekaj lahko prispevali k čistemu športu. Mislim, da je tudi pomemben dejavnik so tukaj tudi socialna omrežja, ki potem lahko dosegajo pač te mlajše ljudi in na nek tak način predstavijo, da se govori o dopingu oziroma o varnem športu oziroma pač. Če boste šla na YouTube pa Slovado odpisala noter, boste našli kar nekaj teh filmov, ki smo jih že naredili, in se trudimo predvsem z mladimi športniki. In kva smo ugotovili, zlasti pred Youth Olympic Games pa pred EOFI, to so Evropski olimpijski in mladinski festivali,
In ko smo praktično jih prosili za neke izjave vezane na čist šport in tako naprej, to so bili odzivi fantastični, ne. Ga ne moreš doseči na drugačen način. Delegacija ima 80 športnikov, a veš, okrat 160 staršev, okrat 8000 prijateljev, levo, desno in to gre ven, a ne. In ta pristop je dober. Zdaj s temi podcasti, se mi zdi, da je druga opcija, druga možnost, ne, ker tule daš vsakemu v bistvu več možnosti, daljši čas in tako naprej in, verjetno je gledanost teh podcastov odvisna od tega, kaj praktično delaš, ne. Od teme, pa od gosta. Od teme zagotovo. pa od gosta, Ja. seveda, saj jasno. Pa še marsičesa darujejo, mislim, da to Ja, ja. Simon bolj ve, da ima to statistiko. No, ampak v vsakem primeru mora kar nekaj biti, zato da si zanimiv drugače. Je. Ja. So pa ene teme so večne, ne? Ene teme so pa začasne. Drži. Ne vem, ta v dopingu, naprimer, to bodo ljudje čez 5 let gledali, čez 10 let gledali, ne? Ja. Vedno. Ja. Res pa je, da pa bi rekel, ravno ta doping, mi rečemo, da je fenomen, ne. Ja. Fenomen je iz večjih razlogov. Prvič zato, ker ga smatramo kot del družbe in vse negativnosti, ki se odvajajo od družbe, se odvijajo tudi v športu, ne. Šport ni osamljen otok. Vse se dogaja. Od lumparij do Ja. kriminala, ne. In ko stvari naprej analiziraš, v bistvu ugotoviš, da je v bistvu treba delati skozi na teh stvareh, a veš, in da imaš nove ideje, nove pristope, skozi različne tehnične, socialna omrežja in tako naprej, oblike, tako da praktično ne zastaneš, ne. To pa ni vedno lahko. Ne, tako da. Jaz imam mogoče še eno tako bolj direktno vprašanje o športu iz moje predstave, recimo. To, kar ste prej omenili, da je Jaka vprašal, no, o namernem pa nenamernem dopingu, ne. Zdaj, v kolesarskih ekipah, na primer, imam jaz občutek, da ker kolesarstvo je zelo močno pokrito z vplivom korporacij, ki stojijo za ekipami, ne, ki sponzorirajo sam šport. In imam jaz, ne vem, tak občutek, kot da tiste organizacije, ki stojijo za tem, nekako podpirajo doping, zaradi tega, ker si želijo imeti čim boljše kolesarje, da bi imeli čim boljše dosežke in s tem dosegle čim večjo gledanost, čim večjo prepoznavnost, ne. In se mi zdi tako, kako trenutno gledam, je, da se mi zdi, da kolesarka pride v kolesarsko ekipo, bo verjetno pod zelo velikim pritiskom za doping. In a je to en problem, ki ste ga mogoče tudi vi že opazili, ali sem čist mimo strelil? To je tako, kar se mene tiče, ali pa moje mnenje. Kolesarstvo, in to se z mano strinjajo tudi poznavalci iz kolesarskega športa, ne. Kolesarstvo je postalo bistveno bolj čisto, kot je bilo. Skoraj 100%. Ne? Ja, to 25 let dela vade na tem področju, pa ne samo vade, ne. UCI je zaradi tega, kar sem uvodoma povedal, bil izpostavljen in je tudi največ naredil na tem področju. In UCI vlaga vsako leto ogromno sredstva ali pa profesionalne ekipe zagotavljajo velik del svojega proračuna za antidopinški program. Aha, so tako, okej. To gre za milijonske zneske, ne. In zato je tudi ima UCI veliko število zbranih vzorcev oziroma veliko testiranj. V zadnjih 5-6 letih nimamo enega resnega dopinškega primera v kolesarstvu. Na Grand Tourih ali pa na, bom rekel, svetovnih prvenstvih. Saj kakšen se že ujame, ampak če bi tako pogledal, v bistvu gre za, tako za moje ocene, minorno zadevo, ne. Zdaj,
Kako si že rekel ti? Da kolesarska ekipa, Ja. kolesar pride v ekipo. Zdaj ti pritiski, zanimivo je to, recimo, zdaj večje ekipe imajo svoje potencialne oziroma, kako se reče, Perspektivne športnike. perspektivne ekipe, ne. Se pravi, da že tam imajo prvo stopnjo privajanja, pa treninga, pa boljšega pristopa, pa to naprej, ne. Tako da jaz zdaj ne vem, ampak jaz, seveda so pritiski veliki, ampak, jaz mislim, da se v teh profesionalnih ekipah vrtijo tako velika sredstva, in da so sankcije kasneje v primeru pozitivnega dopinga tako visoke, da se niti kolesarji niti vodstva ekip, s temi stvarmi ne spogledujejo več tako, kot so se včasih. Ja, tukaj zagotovo je nekaj res, ne, da recimo, ko nekega kolesarja dobijo, je to potem zelo slabo za v bistvu celotno ekipo. Malete, da ne izgubijo sponzorje in jih kar, ja. Pa ne samo za ekipo, ampak tudi za, recimo, če je bil prej v neki drugi ekipi, je tudi za njegovo bivšo ekipo to zagotovo zelo slabo. In se mi zdi, da tukaj bi rekel, da ekipe po eni strani tudi seveda nočijo, da bi se enega dobili, ne? Da potem ne bi vsi v tej ekipi, vsi člani te ekipe bili na slabšem glasu oziroma bili očrnjeni zaradi enega samega primera. Ampak vem primer, meni se zdi, da v Vismi, da je bil en primer enega kolesarja, se mi zdi, da zdaj po imenu ne vem, to bi se po moje zmotil, če bi mogoče Michael Hesman, se mi zdi, da je bil en kolesar, ampak to bi mogel zdaj preveriti, ko so ga dobili na dopingu pred kratkim, meni se je bilo nekaj z diuretiki povezano, takrat, ko je Roglič zmagal Giro in to lahko sicer preverjam, lahko tudi zdaj preverjam, Ja, saj ni. ampak to je tako, da v bistvu tudi ekipe so zelo proti temu, da bi se nekdo dopingiral v tej ekipi, ker iskreno se ne splača, če enega dobijo, potem da bi se samo en dopingiral, oziroma to mora delati nekako na svoj račun, ne da bo to ekipa vedela, da se dopingira, ne. Da to dela po svoji volji, da to ni ekipno organizirano. Nekako tako to No, mislim. ampak če ste videli, kako te Grand Touri tečejo in kako so športniki pripravljeni, kakšna tehnologija je odzadaj, kako imajo vsi cele računalnike na svojih bilancah, natančno vse predvideno, ne. Tako da, kolesarski razvoj v tem tehničnem smislu je šel blazno naprej, ne. In jaz mislim, da posameznik v ekipi ne more več delati po svoji glavi, zato ker je vse skupaj tim. In jaz močno dvomim, da bi v bistvu izkoriščali ali pa zlorabljali doping na način, kot je bilo to včasih, ne. Ja, to zagotovo. Tega več ni, ne. Saj logično, ampak jaz ne vidim, no. Jaz sem zaenkrat pozitiven in to, kar poznam iz teh pogodb, če so fantje, ki imajo milijonske pogodbe, če so pozitivni, morajo vračati vsa sredstva. Tako da to je še dodaten, bom rekel, pressing na to, ne. In tako da ne vem, saj cel kup takih stvari je v bistvu, ki jih predvidevamo, pa niti ne moremo vedeti, zakaj pravzaprav gre, ne. Ampak če gledate naše fante, ne, obadva sta tule, eden je čez hrib, drugi je pa na vrh hriba, ne. Jih imamo pod kontrolo, ne. Tako da jaz mislim, da natančno vejo, kaj počnejo, ne. Bomo pa, čas bo prinesel svoje. Ja, seveda teh 10 let, ne, ampak ne, saj tudi jaz verjamem, da je dopinga precej manj, kot ga je bilo, ker kot ste sami rekli, tam v letih 80, 90 je bilo tega Grozno. v bistvu ni samo ta primer Lance Armstronga, ki je priznal potem, v resnici ni bil samo on
na dopingu. Ne. Verjetno Takrat jih je se ni bilo- vedel, verjetno sploh, kdo je, kdo ni. Ne. Ja, takrat so bili verjetno vsi, ne samo prvi. Vsi so Potem, bili. ja, Tako se Ja. predvideva. No. Ja. Ampak to tudi verjetno ne veste, ne, v bistvu zakaj je Armstrong priznal. ne, ne vem, mislim, ker on, vem, da je potem nehal kolesariti in potem zamenjal ekipo, prišel v Astano in potem tam kolesaril še, mislim, da je bil potem tretji na turu in potem nehal spet. Ampak vsa zgodba, to je v bistvu boj, ki ga je bila Usana in s pomočjo posebnih enot, to se pravi služb, ki so nadzirala finančne tokove. Njemu so dokazali v bistvu finančne tokove, na podlagi katerih nima drugega, kot da prizna zlorabo oziroma uporabo dopinga. Ne. Pa je potem zaradi tega so bile posledice manjše, ker je priznal. Pa sej ne vem, mislim, da posledice so bile zagotovo velike. Ne. Ja, to je sigurno. Ampak če ne bi priznal, kako bi potem ta dogodek se odvil, če on ne bi priznal potem uporabe bi dopinga? verjetno bi prišel v nasprotje z njihovimi zakoni na tem področju. Ker v Ameriki pa to, bom rekel, največji problem. Ne? Če kršiš in ti dokažejo, potem v bistvu težko se izogneš zapora. Ne? In potem, ampak hočem to povedati, ne? Zdaj odkrivanje dopinga je seveda poseben problem. Ne? Mi sodelujemo tudi z našimi organi pregona in tako naprej. In ko pride do kakršnega koli suma, potem oni posežejo in začnejo v bistvu sodelovati. In sodelujemo s sosednjimi državami v okviru centralne Evrope. Tako da ta sodelovanja tečejo na vseh nivojih. Če pride do česa. Avstrijci imajo kar nekaj teh. Zadnji primer je bil svetovno nordijsko prvenstvo 2019 v Innsbrucku oziroma v Seefeldu, čez blizu. Ja. In tam smo imeli mi dva genialca, ne, ki sta bila potem izključena iz športa za 2 leti. In doping je bil vedno, tako bi rekel, profesionalno organiziran, niti ni bil nacionalno. Ne. V bistvu bile so profesionalne ekipe, kjer so bili člani različne športniki različnih držav, kar je na nek način se oteževalo teh. Zato si mogel imeti, ker so vključeni Interpol in Europol. Brez tega sodelovanja s temi organizacijami ne bi imeli. Ne. Ampak vedno, najlažje je dobiti športnika, ki ima pozitivni vzorec. Bistveno težje je dobiti vse tisto, kar je za njemu. A so to trenerji, a so to serviserji, a so to dobavitelji, ali so proizvajalci, ali so kriminalci. Modus operandi je kriminalističen oziroma kriminalen. Ne? Podzemlje se ukvarja s prodajo dopinga. Zakaj? Zato, ker je v bistvu profit bistveno višji in kazni oziroma nevarnost ali pa nevarnost kaznovanja bistveno nižja. In to potem, če potegneš po črto, je to dober biznis. In če pa preskočiva pa še na trg prehranskih dopolnil, ki je pa mega velik, ne? In če bi lahko uspeli dokazovati, kako slaba ali pa kakšen luft je v teh prehranskih dopolnilih, ne? Potem bi bilo pa še to bistveno bolj resna stvar. Kaj pa, vse lahko dokončate. Ne, hotel sem to povedati, da so v bistvu prehranska dopolnila vedno izpostavljena in z naše strani mi jih namreč odsvetujemo, razen če niso rezultat nekega zdravniškega pregleda oziroma nasveta zdravnika, bodisi zaradi pomanjkanja levo, desno. Ne. In jih ne, ampak statistike, ki jih imamo, pa 80% naših športnikov uporablja prehranska dopolnila. Samo 8%? 80. 80, ok. Ja. Ja. A veš, pri tem, da ne veš. Okay, zdaj lahko rečeš, priznane farmacevtske firme si ne bojo dovolile in njihova prehranska dopolnila ne bojo kvalitetna. Ne? Ampak mi, ko imamo zdravilo, natančno vemo, kakšna je koncentracija, kakšni so deleži posameznih snovi, katere so tiste zmesi, ki jih dajo zdravilo zraven in tako naprej.
Pri prehranskih dopolnilih ni nič od tega. Ne. Karkoli je napisano na ovojnini, je vprašanje, če drži. Ker ni nihče zavezan tega. Če mi 3 kupimo vsak en hobuk prehranskih ali pa praščkov, prehranskih dopolnil, pa najdemo neko lepo embalažo, ne, in začnemo ti spomniti, vsak da eno žlico noter in to prodajamo, mirno prodajamo. In rečemo, to je dobro za regeneracijo. In po zdravju nas bojo vprašali šele takrat, ko bo nekdo od teh uporabnikov umrl, kar smo tudi že imeli primere, recimo, ne, ali pa se bo karkoli zgodilo. Tako da zdravila mora biti znanstveno dokazana njihova uporabnost, način prehranskih dopolnil ni treba ničesar. Samo prodajaš jih lahko. Želel sem vprašati po teh 4 letih oziroma 2 letih, odvisno za kakšen prekršek gre, športnik potem lahko spet tekmuje, a potem za njega veljajo enaki pogoji kot pred prekrškom, ali se ga obravnava drugače kot preden je bil dobljen, da je kršil pravila? Zdaj, odvisno od športa pa od prepovedanih snovi. V osnovi je tako. Tukaj se pa zdaj v bistvu človekove pravice. Ne? Ko športnik, ki je bil kaznovan, odsluži svojo kazen, lahko tekmuje. Dwayne Chambers je dobil tožbo na KAS-u, Mednarodnem razsodišču v Lozani, za nastop na olimpijskih igrah, ko je predhodno odslužil 4-letno kazen. In se je pritožil na KAS proti British Olympic Association, proti britanski olimpijski delegaciji, in je potem v Londonu nastopil, ker ima mednarodno normo in tako naprej. To se pravi, to mi moramo vzeti v tem profesionalnem športu, temeljna športnikova pravica je tekmovanje, ne? In mu mora biti omogočeno tekmovanje. Če po odsluženi kazni. Kako pa mi tretiramo tega športnika kasneje, zagotovo ga bomo imeli še nekaj časa v pulu. Še posebej, če bo tekmoval na ustreznem nivoju. To pomeni, da ga bomo testirali. Lahko ga testiramo tudi v času izločitve, ne? Tudi te možnosti so. Tako da, to je, bom rekel, tisti intelligence oziroma spremljanje, ne. Mi imamo zdaj nove standarde, ki jim rečemo intelligence and investigation. To se pravi, poskušamo analizirati stvari do te mere, da v kriterije za testiranje vključujemo tudi te podatke, ki jih zbiramo, analiziramo. In na podlagi tega se potem odločamo za določene ukrepe, testiranja, združevanja, kakorkoli. Ker nekaj morate vedeti, ko se človek začne ukvarjati z antidopingom, jaz delam 42 let v športu, ne. Prej sem bil 15 let sekretar odbora za vrhunski šport na Olimpijskem komiteju. Ampak ko se odločiš v bistvu, da stopiš v ta posel, ki ga zdaj počenjam, ne, je to pogled na šport z drugega zornega kota. Jaz spremljam ves šport z mojimi sodelavci, spremljamo, analiziramo, gledamo, recimo se pogovarjamo, to je pa, ne vem, rezultat, ki izstopa, a veš, ta je pa sumljiv in tako naprej. Ampak to je naša terminologija. Mi te stvari gledamo na svoj način. In je tudi vedno treba biti previden, ko se pogovarjajo športniki. Ampak športniki to tako čutijo. Oni vidijo, mi imamo dnevno klice, maile, me sprašujejo, kaj lahko, česa ne smejo in tako naprej. Ta komunikacija je odlična in jaz imam sigurno občutek, da naši športniki nam zaupajo. In to je največja zmaga v bistvu v tem poslu. Kajti, če ti ne bi zaupali, potem bi to povedali oziroma bi to izrazili, ne. Hkrati pa vsak pravi, ne, meni se zdi neumno tekmovati, če vem, da je on zraven mene dopingiran. Ne, in imam slab občutek. In to, a veš, da prideš ti na mednarodno tekmovanje, da si član nacionalnega testnega pula, da si testiran 3-krat, 4-krat, 5-krat na leto, in da prideš in rečeš, fante, ne se hecati, saj mi smo
ravno tako kot vi na Norveškem ali pa na Danskem, vključeni v te programe. In to je ta self-confidence, ki ga daje v bistvu antidopinški program tudi športnikom. Mladi kolesarji, ki so perspektivni, hočejo iti v te ekipe talentiranih kolesarjev. Jaz bi tako rekel, če niso že prej pri nas v pulu, zelo težje pridejo v to ekipo noter. Če so pa pri nas testirani že in rečejo, jaz sem že 2 leti v pulu, to so oni tako vidijo, ne? Ker Mednarodna kolesarska zveza vidi naša testiranja. Mi vidimo vse Slovence, kolesarska zveza pa vidi vse kolesarje. Ne? Ti podatki so. In to je tisto, kar v bistvu zagotavlja status, bom rekel, ustreznosti športnika. In to je pomembno razumeti. In to je, v bistvu mi delamo, mi jih ne preganjamo, ne? Mi sodelujemo s športniki, smo veseli, da oni hočejo z nami sodelovati in jim v bistvu zagotavljamo nek status, ki jim omogoča njegovo športno razvojno pot. Tako jaz gledam na ta antidoping. Pa še zanima me, kako je, če nekoga dobijo na dopingu, da ujamejo, da je nek prekršek naredil. Kako je z rezultati? Recimo, da se ta vzorec je bil vzet pred 2 letoma in se dobi, da je kršil pravila. Kako je potem z rezultati? Kaj mu obstane, kaj se mu vzame? To je odvisno. Case by case. Zdaj, tako zelo, da bo zelo razumljivo. Recimo, da si na svetovnem prvenstvu pred 4 leti imel srebrno medaljo in potem so te po 4 letih retestirali nekaj vzorci iz tega prvenstva in so ti tisti naslov odvzeli. In si mogel vrniti medaljo in si mogel vrniti finančna sredstva. Zdaj, odvisno, kako te zveze v osnovi to tako, ne? Odzamejo se. Tudi če delamo sproti, če ima športnik pozitivni rezultat, izgubi mesto doseženo, se pravi, rezultat se mu odzame, izločenje iz športa, pa mi mu naložimo še pokritje stroška testiranja v višini 1100 evrov. Če tak enostaven primer. Zdaj, če gre pa za, bom rekel, bolj kompleksno zadevo, potem se pa lahko ti rezultati zopet odzamejo za daljše obdobje. Ampak ni to, bom rekel, tako kot sem rekel, od primera do primera, ne. Vedno se obravnava vsak case posebej in se v bistvu potem disciplinska komisija oziroma pristojni organ odloča na podlagi kršitve, okoliščin, se potem izreče za kazen, ki je primerna. Še tole zanimivo vprašanje sem, kako je razlika med ženskami in moškimi v Sloveniji, recimo, z dopinškimi prekrški? Kje jih je več? Kdo je večkrat v prekršku? Moški ali ženske? To pa priznam, da nisem računal. Mislim, da imamo 62 prekrškarjev od leta 2016 naprej. Pa nismo kaj dosti, po občutku smo kar tam, pol, ne. Ampak nisem pa, te statistike pa nimam. Poskušamo, ne. Saj je bilo tako vprašanje, ki mi je prišlo na pamet. Ne, pa je dosti punc. Ja, tudi zato, ker to je tisto, ja. Rekord, če se ne motim seveda, rekord maratona so vzeli oziroma ne vem, če so ga vzeli, ampak to tekačico so dobili na dopingu. Se mi zdi. Nisem prepričan, ampak skoraj siguren, ne. Ne vem pa, če so vzeli potem tudi rekord. Ampak se zdaj ni važno to. Ampak to pa v Sloveniji, misliš pri nas ali svetovno? Svetovni rekord. Ja, svetovna rekorderko so, vem, da dobili na dopingu, ampak ja, tako da tudi pri puncah verjetno so tudi kakšni prekrški. Ja, sigurno so. Imamo mi zelo veliko. Ja. Jaz imam pa tudi še eno vprašanje. In to pa, kakšne kadre mogoče jemljete kot sodelavce v Sloadu? Dobro vprašanje. Jaz sem, ko sem prvič delal razpis
smo dobili 800 prijav. To je kar Naredil sem odprt tale razpis, vse pa ga nismo ponovili. V bistvu iskali smo pa uradnike za kontrolo dopinga. In iz 800 prijav smo jih zreducirali na 90. S prvim pregledom. Ne? In teh 90 smo razdelili na 45. In sicer 45 je imelo, bom rekel, medicinsko izobrazbo, kamor šteje medicino, biologijo, farmacijo, skratka, tale sistem, ta drug del so bili pa športniki oziroma športni delavci. Ne. In mi smo imeli, v začetku smo imeli kar 5-6 vrhunskih športnikov med našimi uradniki. Vse potem so se, trenutno imamo, mislim, da 32 teh uradnikov, od tega jih je kar nekaj tistih, ki tudi kar jemljajo. Zdaj, kar se tiče pa sodelavcev v sami organizaciji, imamo pa zelo veliko smolo, ne, ker mi smo edina nacionalna protidopinška agencija, kjer država financira samo materialne stroške. In ne moramo imeti zaposlenih. Ne. Ekvivalent naši organizaciji so Hrvati, Slovaki, v tem Čehi, ki imajo 8 do 10 zaposlenih, 12 zaposlenih, mi smo 3. Ne. In to je tisto, kar me bega močno in kar zaradi česar v bistvu izgubljam energijo, ker ti imeti tako odgovornost na sebi, v bistvu zagotavljati pogoje za čist šport, delati športniki, nobene napake ne smeš narediti, kajti če nekomu uničiš kariero, si naredil zelo veliko napako. Ne. In to moramo delati na način, kot da delamo, to se pravi z SP-ji, ne. To se pravi, da niti ustreznih zavarovalnih in socialnih pogojev ne nudimo ljudem, to me močno moči. In borba v bistvu, ampak na žalost zdaj 14. leto, ne. In tako da nekaj bo ta država mogla narediti na tem področju. Drugače pa ja, zdaj bomo delali novo izobraževanje in se mi zdi, da je kader, ki je dober, veseli smo ljudi, ki imajo bodisi športno, bodisi medicinsko izobrazbo in pa dober feeling za šport, če že niso športa. Vse glih je to, bom rekel, ta odnos do športa je tisti, ki se razvije, ne, ki se ga ne naučiš, ampak ga v bistvu daš skozi svojo kožo, je pravi. In potem tudi bistveno lažje delaš športniki in bom rekel, si bolj odgovoren, znaš razmišljati na način, kot to razmišljajo športniki. Tako da, to se mi zdi zelo pomembno, da ta stvar funkcionira na tak način. Ja, potem pa... Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za Z veseljem. naju. Ja, enako tudi z moje strani, ker taki podcasti so vedno najboljši. Imamo nekega gosta, ki ogromno enih stvari ve. To so tisti najboljši podcasti. Ja, hvala za vaš čas. Hvala. Pa se vidimo naslednji torek.